Danes se vam solo javljam zato, da vam povem, da pač ta teden ne bo tega najnega podcasta. Tale moj glas ne bi bil sposoben 2 ure govoriti. Navadno sem izčrpan, poučen. Ravno danes sem dobil mail ene mamice, ki je rekla, da z možem me vedno poslušata, da sem ju ogromno naučil, da se noter vidita. Verjamem, da nista edina. Verjamem tudi, da bi se te podcaste lahko bolj medijsko odmevno vrtelo. Midva prideva tam do 1000 obiskov, 1200, 300. Zadnji je bil celo tam nekje zdaj malo čez 700, ne? Tako da nisva prav odmevna. Kakorkoli, jaz moram glas spočiti. Teh 7 podcastov je nakazalo, da imam kaj za povedati. Začela sva s Tanjo se pogovarjati o sanjah, pa o serijskih morilcih. Potem sem predstavil nekaj mojih takih tipičnih primerov v terapiji, svetovanju. Potem nekaj najtežjih primerov. Potem je tukaj otroštvo, kako se vrača v odraslost, starševanje. Naslednji teden pa ne vem, v katero smer bova šla. Jaz upam, da bo uporabno za tiste, ki jih zanima snov, se pravi, stična točka bo vselej psihoanaliza. Pač skozi psihoanalizo se da marsikaj povedati, ampak jaz sem res izčrpen, ne. Ta teden me pa malo glas muči, tako da če boste množično tole gledali, lajkali, če boste postavljali vprašanja oziroma namigovali, katere teme naj obdelam oziroma obdelava, ker ključna je tudi Tanja, ki mi zastavlja, spretno mi zastavlja vprašanja. Jaz upam, da bova kondicijo imela tako, če ne vsak teden, pa vsake 14 dni posnet kak podcast. Zaenkrat je to brezplačno, čeprav tole prav motivirana nisva za hobi variante, ne. Če bi se tole kaj obrestovalo, kaj vem, bi bila bolj motivirana, ampak dokler sva takole zagnana, še par 10 podcastov bova zagotovo posnela. Okej, lahko se kaj vmes zgodi, pa naj za motivacijo mine ali pa, ne vem, da bi bili kakšni spotikljaji ali pa graje prevelike, potem pa tudi jaz nimam nekega motiva se pripravljati. Namreč jaz nikoli nisem razmišljal, da bom tole znanje jaz tako dajal na druge, ne. Imam ga, ampak nikoli pa nisem tako se poskušal, ne vem, kako predavateljsko skupaj sestaviti, da bom elaborirano govoril, in če hočem narediti neko konsistentno, tako rekoč predavanje ali pa intervju, moram biti kar zbran oziroma se moram pripraviti na to, ne. To ni tako enostavno. Konsistentno govoriti, ne vem, 2 uri. Tako da jaz upam, da mi ne bo zmanjkalo motivacije, pa da bo tudi Tanja vztrajala pri teh najinih podcastih. Torej, vidimo se naslednji teden, če imate kakšen predlog, kakšno vprašanje, ga zastavite, sicer pa se vidimo.